lepo pozdravljene v moji družbi. Z vami sem Teja in danes bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala za vas, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi in tvoji situaciji. Spremni tisto, kar se ti zdi, da se posveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar in za vsak teden posebej. Zdaj, kot splošna energija meseca februarja imamo karto trojko palic. Se pravi, v februarju boste nekaj čakali, da nekaj pride, nekaj za vas. Prvi teden imamo petico novcev. Torej, prvi teden bo nekako teden pomanjkanja, mogoče vam bo manjkalo ljubezni, financ, mogoče kakšnih idej, bomo še videli. V drugem tednu imamo devetico mečev, kar nakazuje na to, da boste v drugem tednu predvsem nekako v dvomih, strahovi vas bojo predajali, mogoče boste dvomili v neke vaše korake, mogoče vas bo strah nekega izida. V tretjem tednu imamo karto stolp. Se pravi, v tretjem tednu se zgodi neka taka velika sprememba, ki mogoče na videz ne bo prijetna, ampak karta stolp vedno s sabo nosi neko lepo sporočilo in neko lepo novico. In v zadnjem tednu februarja imamo štirko mečev, to bo čas za počitek, za regeneracijo, mogoče za počitek po tem zelo pestrem in zanimivem tretjem tednu. To so splošne energije, bom kasneje še malo bolj natančno povedala, kaj točno te karte pomenijo, ampak bomo najprej v bistvu še druge karte odprli. Zdaj, s temi kartami bomo gledali konkretne dogodke v mesecu februarju. Kot konkretni dogodek meseca je karta mag obrnjena narobe, kar nakazuje v bistvu, da imate device vse možnosti, da uresničite vaše želje ali cilje, ampak ker je obrnjena narobe, se tega še ne zavedate. Vaša lekcija za mesec februar pa je osmica kelihov. Torej, nekaj boste mogli pustiti v preteklosti. Nekaj, kar vas več ne osrečuje. Ok, zdaj, dajmo najprej pogledati splošno za mesec februar. Kot sem rekla, bo v ospredju v bistvu čakali boste, da se nekaj zgodi. Tukaj je videti, tako da ste nekako že blizu teh vaših ciljev in sanj, ampak nekako ni več nekih konkretnih korakov, ki bi jih mogoče mogli ubrati. Nekako samo čakate, da se stvari začnejo dogajati, da se stvari začnejo razpletati in da končno ta vaša želja pride k vam. Zdaj, ta karta vam sporoča, da imate vse možnosti, da se ta želja uresniči, karkoli pač to je. Ampak mogoče se vi ne zavedate, da imate v sebi tako moč, da dejansko to lahko uresničite. Nekako jaz bi rekla, da vas tukaj še vedno nekaj obremenjuje iz preteklosti, mogoče to neko negativno prepričanje, mogoče to je kakšna oseba ali pa situacija, ki vas na kakršenkoli način obremenjuje in vam v bistvu daje občutek, da nimate moči v svojih rokah. To je nekako v splošnem za februar. Dajmo zdaj pogledati bolj natančno. Se pravi, v prvem tednu februarja je videti, da bo tukaj neko pomanjkanje. Nekako se vam bo zdelo, da mogoče lih ta želja, ki jo čakate že toliko časa, se vam ne uresniči in nekako boste, kot tle vidim, kot da boste mogoče izgubili upanje ali pa boste imeli občutek, da se vam ta želja sploh ne more uresničiti. Nekako take občutke dobivam in lahko se zgodi tudi, če imate recimo v odnosu, da imate težaven odnos, lahko predstavlja to kot neko v bistvu iskanje neke ljubezni, ampak kot da je ne dobite. Ali pa, če ste recimo na poslovnem področju, morda imate nek svoj cilj, neko željo, ampak se počutite, kot da recimo ne vem, mogoče, da nimate dovolj energije, mogoče, da nimate dovolj znanja ali pa dovolj finančnih sredstev, da bi dejansko to lahko izvršili. Poglejmo dogodke za prvi teden. Tukaj imamo karto smrt, imamo karto obešanca, narobe obrnjenega in imamo devetico novcev. Jaz bi rekla, da boste v bistvu v začetku februarja nekaj zaključili.
takoj že, mogoče se to nanaša še na januar, ampak tukaj je videti, da v bistvu nekaj zaključite, nekaj se odločite in v bistvu se odločite, da boste nekaj pustili za sabo. Tukaj gre lahko recimo za konec nekega odnosa, konec službe, konec neke želje, recimo, ali pa enostavno neko stvar, ki vas bremeni, tukaj naredite nek konec in se potem odpravite naprej proti neki želji bolj sproščeno, bolj manj obremenjeno. Zdaj, v prvih nekaj dnevih je tukaj obešenec narobe obrnjen, kar pomeni, da boste tukaj s tem dogodkom, ko boste nekaj zaključili, boste dobili tudi neko moč, neko novo zavedanje, nekaj se vam bo odprlo, kot neka v bistvu, neko moč boste dobili, da in zavedanje, da lahko iz nečesa, kar mogoče enkrat ni funkcioniralo, da vam to mogoče lahko uspe uresničiti. Nekako take občutke dobivam. Torej, kot s tem zaključkom, ko boste to zaključili, se vam bo mogoče zdelo, da je pot še dolga, ampak pol se bo kar naenkrat se začelo odvijati. In tukaj recimo videti tudi, zdaj, če ste recimo v nekem težavnem odnosu, lahko tukaj spoznate, da to ni več za vas in ta odnos zaključite in potem se v bistvu, kot v zelo hitrem času se v bistvu, se pravi, malo se mi zdi, ko besede. Kot da boste v bistvu že takoj kmalu nekako zadovoljni s tem samskim življenjem. Ali pa, če imate neko službo, boste mogoče zaključili tako na vrat na nos in boste potem kmalu ugotovili, da je v bistvu bila to neka dobra odločitev in boste v tej situaciji našli neko boljšo pot. Recimo, zdaj, če gre tu za neko željo, če imate neko željo, ki ni vezana na odnose ali na poslovni svet, se vam lahko zgodi recimo, da boste rekli, okej, ta želja se mi noče uresničiti, jo bom rekel, okej, to ni več moja želja in potem se kar naenkrat vse začne dogajati in kar naenkrat dobite v bistvu nov zagon, novo idejo, nekako se vam odpre nekaj se vam bo odprlo, nekaj se vam bo začelo dogajati, v glavnem potem je tukaj videti, da boste takoj spoznali, da v bistvu se vam lahko zgodi še nekaj boljšega. Kljub temu, da ste nekaj zaključili, kar mogoče vam je bilo v redu, ampak ste vedeli, da to ni to, se potem v bistvu kmalu zatem začne odpirati možnosti, ko vam bojo pokazali, da v bistvu ste naredili pravo odločitev in da imate pred seboj še toliko več nekih možnosti, dosti več priložnosti, sreče, karkoli pač je. Ok, kot lekcije prvega tedna imamo karto Hudič in karto Kolo usode. Torej, karta Hudič nas v bistvu potrjuje točno to, kar sem prej rekla, da se boste znebili nečesa, kar vas zelo obremenjuje, zelo omejuje. In mislim, da je imel tudi Oven na tem mestu to isto karto, nisem sigurna, ampak če imate v vaši rojstni karti znamenje Ovna, si lahko pogledate tudi tudi napoved za Ovna in dobite še malo bolj natančen vpogled. Ampak tukaj videti, da bo vaša lekcija v bistvu, da se znebite tega, kar vas obremenjuje. Karkoli pač to je. Zdaj, če to odnos, služba ali pa neka želja, ki se vam noče uresničiti. In že takoj s tem, ko boste v bistvu to dali, ko boste to željo sprostili ali pa to situacijo, se vam bo potem v bistvu življenje drastično zasukalo v neko boljšo, lepšo smer. Zelo zanimivo. Kot vidim tle po kartah, bo v bistvu za vas, da vidite, cel februar tak zelo pester in zanimiv. Ok, poglejmo v drugem tednu, še tole karto, da povem. V drugem tednu bo v bistvu kot neki strahovi in dvomi bo prišli na površje. Mogoče lih ta sprememba, ki se bo tukaj zgodila, bo sicer dobra, ampak vam bo potem kasneje, torej to je recimo med 8. in 15. februarjem, vam bo začela v bistvu povzročati neke dvome in skrbi, da če ste se mogoče prav odločili, ker tle se bo pokazalo, da se bo začele dogajati neke želje, ampak mogoče ne bojo v bistvu tako konkretne, ne bo to videti takoj v vašem življenju. In tukaj potem nekako vas lahko preplavijo te neki dvomi. Začeli se boste zapirati vase, kar govori ta karta, štirka novcev. Nekako boste v bistvu, dajmo še drugot pred pravzaprav, imamo še kraljico kelihov in desetico palic. Nos me srbi. Če nos srbi, pomeni, da je nekaj tukaj, kar vam ne bo všeč.
V drugem tednu se lahko zgodi nekaj, kar vam ne bo preveč dišalo in to bo v bistvu vas povzročilo neke skrbi in dvome. In tukaj boste se nekako držali zase, ne boste več, vsaj prve dni, recimo tam med 8. in 10. februarjem, ne boste si upali narediti nekih konkretnih korakov, kljub temu, da se bodo v prvem tednu že pokazali, da bi jim lahko sledili. Ampak tukaj videti, kot da nekako ne boste si upali narediti nekega koraka, mogoče se boste bali, da bi še kaj izgubili, ampak bo ta dvom nekako kmalu izzvenel, ker tukaj potem videti v bistvu kraljica kelihov nakazuje na to, da boste našli v sebi nekaj, kar vas osrečuje, neko tisto praznino boste uspeli zapolniti, pač to praznino, ki ste se ji tukaj odrekli, ampak vas bo to hkrati pripeljalo do nekega v bistvu zaključevanja in zaključevanja so ponavadi težka, odvisno zdaj kakšno je zaključevanje, ampak dostikrat so zaključki malček bolj težavni. In recimo tukaj videti, da boste zaključevali nekaj, mogoče je to, kar ste recimo v prvem tednu odstranili iz svojega življenja, vam bo nekako prineslo neko praznino in tukaj se boste s tem v glavnem soočali v drugem tednu. Nekako boste iskali to neko srečo v sebi, boste sledili tej sreči, ampak kot nekako je videti nek napor tukaj, nekako ne boste mogoče sigurni. Okej, lekcijo imamo karto stolp in karto moč. Vse 4 lekcije so tukaj iz velike arkane, kar pomeni, da bosta prva 2 tedna za vas zelo, zelo pomembna in zelo taka, marsikaj se bo v vašem življenju spremenilo. V drugem tednu se bo zgodil nek dogodek, ki vam bo mogoče nekako stresel tla pod nogami, in ravno to bo potem v bistvu povzročilo, da se boste zapirali vase, ampak pomembno je, da tukaj najdete to svojo moč, da se zavedate, da lahko premagate karkoli pride na to pot in da v bistvu sledite samo temu vaši srčni želji, temu, kar govori vaše srce in da v bistvu premagate vse te izzive. Ta drugi teden se mi zdi tak zelo pester glede dogodkov, zelo tak, zna se zgoditi, da vas bo marsikdaj nekaj vrglo iz tira, ampak pomembno je, da ohranite to moč v sebi in da se zavedate, da so to samo neke momentalne preizkušnje, ki enostavno se morate z njimi soočiti in bodo kmalu izzvenele. Zdaj, v tretjem tednu je videti, da bo potem v bistvu še nekako, da se bo ta energija še nekako zavlekla v tretji teden. Mogoče vas je ta drugi teden pripravljal na nekaj, kar se bo v tretjem tednu pomembnega zgodilo. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo kralja palic obrnjenega narobe, imamo ponovno hudiča obrnjenega narobe in imamo pravico obrnjeno narobe. Ja, definitivno ta preizkušnja iz drugega tedna, ki vas bo nekako pretresla, mogoče šokirala, vam bo dala hkrati tudi moč, da v bistvu, da naredite v svojem življenju neko večjo spremembo. In ta sprememba se v bistvu nanaša predvsem na to, kako vi komunicirate s svetom, se pravi z drugimi ljudmi, z okolico, z vašimi situacijami. Tukaj je videti, kot da boste dobili neko samozavest in boste nekako bolj odločni. Ne boste več dovolili, da vas neke situacije spravljajo v slabo voljo, oziroma karkoli se bo tukaj v tem drugem tednu dogajalo, vse bo lahko tudi v tretjem tednu, ampak vi boste v tretjem tednu pogledali na to situacijo iz druge perspektive. Nekako boste bolj odločeni, bolj močni in tudi bolj samozavestni. Tukaj si boste upali postaviti neke svoje meje in v bistvu udariti po mizi, če bo treba, ampak v smislu, da poveste na glas tisto, kar vas mori in da v bistvu nekako sledite tej vaši spremembi, ki vas bo spremljala tekom februarja. In tukaj se potem vidi tudi, da boste, kar ta hudič gre za neko situacijo, ki nas omejuje na tak ali drugačen način, ki nas na nek način kontrolira, se pravi neka oseba ali situacija, ki vas na nek način ustavlja ali pa vam nekako daje občutke, da ne morete sami primiti stvari v svoje roke. In tukaj boste v bistvu to premagali. Nek dogodek se bo zgodil, nekaj,
mogoče ne bo tako prijeten, ampak vam bo v bistvu dal moč, da se rešite neke stvari, ki vas v življenju obremenjuje. To gre lahko tudi za neko, recimo, negativno prepričanje, to ni nujno, da je neka situacija, ni nujno, da je neka oseba, služba ali karkoli. To gre lahko enostavno za neko negativno prepričanje o svetu, recimo imate prepričanje, da niste dovolj dobri ali pa recimo kaj takega in tukaj je vedeti, da boste to nekako uspeli premagati. In s tem dogodkom se potem tudi se bo marsikaj postavilo v ravnovesje. Sicer mogoče na začetku ne bo se stvari ne bojo zgodile glih tako, kot bi si vi želele, device, ampak definitivno se dogajajo na pravi način, mogoče tega samo ne boste v tem trenutku še videli. Kot lekcijo imamo 8 novcev in še enkrat imamo pravico. Se pravi, tukaj bo definitivno pomembno, da nekaj postavite v ravnovesje. Karkoli se bo tukaj zgodilo zdaj s tem hudičem narobe obrnjenim, se pravi, to je nekaj, kar boste oddali proč iz sebe, to neko negativno prepričanje, neko osebo, ki vas omejuje ali karkoli, tukaj bo potrebno potem najti neko ravnovesje, neko nadomestilo za to. Se pravi, če ste imeli prepričanje o sebi, da niste dovolj dobri, bo potrebno najti neko nadomestilo oziroma neke dogodke, neke dokaze, da v bistvu ste dovolj dobri. Torej, da zapolnite to praznino na nek način, ne vem, upam, da sem to razložila na najbolj razumljivi način. Ali pa recimo, ne vem, če ste v nekem odnosu, ki ne funkcionira in tukaj se potem vas ta oseba na nek način preveč omejuje ali pa nadzira ali pa ima neko kontrolo nad vami, ko enkrat vi postavite odločno te vaše meje in na nek način udarite po mizi in rečete, tako bo, kot jaz želim, ali pa ne bo, v bistvu se potem zgodi neka praznina, ne, ta oseba več mogoče ne komunicira z vami na isti način in ne vem, kako razložiti, v glavnem se ustvari v vas neka praznina in to bo potrebno v bistvu potem dati neko ravnovesje. Torej, da ni neke tišine s to osebo, ampak da se začne graditi nekaj boljšega. Ta oseba lahko, kot sem rekla, lahko je nek ljubezenski partner, lahko je poslovni partner, lahko je tudi v bistvu neka situacija, neka vaša želja, pač karkoli imate v vašem življenju zdaj. Mislim, karkoli bo v tem obdobju povzročilo neke težave ali pa ovire v vašem življenju. Torej, kot sem rekla, lekcija je tukaj ravnovesje in da nekaj, kar se zdi nemogoče, mogoče se vam v tem trenutku zdi še nemogoče, ampak in verjetno se vam bo tudi v tem tednu še nekaj zelo nemogoče, da uresničite, recimo, da se znebite te osebe. Ampak pomembno je, da nekaj, kar se vam mogoče zdi nemogoče, da vseeno stopite k temu naproti in se s tem soočite ali pa v bistvu poskusite nekaj razrešiti, tudi če se vam zdi, da vam morda ne bo uspelo. Zato, ker potem pride do nekega ravnovesja in se potem energije lepo uravnajo. Tako da kar pogumno. Zdaj v 4. tednu je videti, da boste nekako utrujeni do vseh teh sprememb, ki se bodo dogajale v vašem življenju in si boste nekako vzeli čas za počitek, čas zase, za relaksacijo, za mogoče tukaj enostavno jaz mislim, da nekako boste odložili vse tiste, ko se z nekom boriš, ko hočeš nekaj doseči in pol dosežeš in pač si vzameš čas, da prideš k sebi, da, ne vem, da se spočiješ. To zdaj recimo za nekatere device bo ta drugi pa tretji teden bodo zelo intenzivni, za nekatere device bodo te dogodki nekaj majhnega, ne, ampak kljub temu na koncu v 4. tednu je videti, da boste nekako počivali, da boste umirjeni, da boste iskali svoj notranji mir. Tle imamo kot dogodke 3 kelihov, imamo 7 palic obrnjeno narobe in imamo 3 palic. Definitivno je videti tukaj nek lep zaključek, nekaj, kar boste cel februar, kar bo vas nekako, mislim, ne cel februar, predvsem 2. pa 3. teden, to je recimo nekje med 8. in 9. tam med 10. in 20. februarjem recimo, se bo dogajalo največ. In karkoli tukaj bo, te neke situacije, videti je, da boste našli neko ravnovesje, ker se potem vidi tukaj neko proslavljanje. Zdaj to je lahko proslavljanje v smislu končno zaključek nekih
mislim, nek dosežek, nekako se vse uravna ali karkoli in potem v bistvu z osebami, ki so vam blizu ali pa lahko tudi sami sabo ali situacijo to nekako proslavite in nekako zaključite oziroma pač to je tisto, ko daš nekaj težkega skozi in potem si pač lahko oddahneš, lahko se sprostiš, lahko se zabavaš, lahko, ali pa lahko pomeni, da v bistvu ponovno s temi osebami, ki si imel tle neke konflikte, ponovno vzpostaviš nek zdrav odnos, neko soglasje in tako naprej. Je pa videti tukaj, da boste še vedno nekako, device, še vedno boste mogli dokazovati, da mislite resno s temi vašimi besedami ali namerami. Te meje, ki ste si jih postavili, boste nekako še vedno mogli držati in nekako ljudi spominjati na te meje ali pa situacijo ali karkoli, nekako jih spomniti, da čez to mejo ne greste nikakor. In tukaj je potem konec februarja videti končno neko svetlobo, neko upanje, neko pozitivno energijo, da ste v bistvu naredili vse, kar ste lahko naredili in da ste si spucali pot pred sabo in v bistvu vse, kar je, v bistvu imamo tukaj 2 trojke palic, vse, kar še čakate, v bistvu, mislim, naredili ste vse, kar morate in vse, kar še morate narediti, je, da počakate na pravi trenutek, da se stvari odvijajo, da pridejo k vam, da se vam uresniči tista želja, ki jo čakate. In recimo vaša lekcija za 4. teden meseca imamo 6 palic in kralja palic. Se pravi, lekcija tega tedna je, da v bistvu se zavedate te vaše zmage. Karkoli se bo tukaj dogajalo, vidite, da boste tukaj v 4. tednu to zaključili. In pomembno je, da proslavite to zmago, da se zavedate, da vam je uspelo doseči nekaj, kar se vam mogoče na začetku zdelo nepremagljivo ali pa nemogoče. In tudi, da spoznate, da imate v sebi ogromno energije, ogromno moči, da v bistvu da dosežete pač tisto, kar si želite, oziroma da ustvarite v življenju nekaj več ali pa v glavnem, da dobite ta zagon, da se zavedate, da imate vso moč v sebi. Ja, device, čaka vas zanimiv mesec in jaz vidim, da v bistvu bo cel mesec nekako v celem mesecu bo nekako v ospredju to, da zapustite nekaj težkega, kar vas bremeni in da najdete tisto vašo svojo moč manifestatorja se temu reče, ko v bistvu uresničiš svoje želje, ko se zavedaš, da ti lahko uspe, ne glede na vse. Device, upam, da vam je bila ta napoved všeč. Če vam je bila, definitivno stisnite kakšen like. Če imate kakšno vprašanje, spodaj v komentarjih mi lahko napišete, lahko me kontaktirate na Facebook strani, vesela bom tudi vsake donacije, če ste za to. In ja, želim vam prijeten mesec, poln zanimivih odkritij in se vidimo potem konec meseca februarja z novo napovedjo za marec 2021. Čau, čau!